dvakrat zmagovalne stopničke, dvakrat drugo mesto, najprej v Flahovu, potem še v Mariboru. Torej, za vami je najuspešnejša karijera oziroma sezona v karieri, pa tudi karijera je zdaj najuspešnejša, seveda. Stopili ste torej na zmagovalne stopničke, končali sezono kot 7. veleslalomistka, torej v elitni sedmerici, in to v zimi, ki je sledila lanskemu finalu, na katerem ste celo razmišljali, da bi končali kariero. Ampak tole bi zamudili, tudi to šteje. Lep pozdrav vsem, hvala, da ste prišli. Vseeno vas bomo prosili za kakšno besedico več, tako da ste bili kar gostobesedni na smučiščih, bodite še danes tule, čeprav vem, da vam tole ni najbolj ljubo pravilo, pa vseeno. V Sankt Moricu vam je v pogledu na sezono, ko ste si jo vrteli v glavi, videl sem privrela na obraz tudi kakšna solzica, torej ne samo najbolj uspešna sezona, tudi najbolj čustvena v karieri. Se motim? Ja, zagotovo. Prvič sem stala na zmagovalnem odru, kar je bilo res neverjetno, nisem že včasih mislila, da to ne bo več mogoče. Še ogromno drugih lepih dosežkov je bilo in ja, je bilo prav, da sem se odločila, da sem še to sezono smučala in ja, neverjetno, tudi hvala vsem navijačem, ki ste navijali med sezono za mene v Mariboru in ki ste prišli danes sem. Hvala. Tako se kaže korak naprej, prosim še Boštjana Klineta, Boštjan kar semle k meni. Boštjan, super ljubljenec navijačev, kar ga sploh ne preseneča. Na kaj ste v tej zimi najbolj ponosni? V bistvu na to, da sem ostal zdrav. V bistvu sem na to zelo ponosni, zelo vesel. Poleg tega so še prišli tisti rezultati, tisto smučanje, katerega sem prikazoval, upam, da bom to še nadgradil v prihajajoči sezoni, ampak predvsem sem pa režen na to, da stojim tukaj, da sem zdrav in pa da nadaljujem. Smo vaše družbe, Boštjan. Vaš največji uspeh je prišel v Garmisch-Partenkirchenu, kraju, kjer ste tradicionalno stavijo tudi skakalci na novoletni turneji. Ste morda letos kaj bolj podrobno spremljali tudi novoletno skakalno turnejo, skoke, skakalico v Garmischu? V bistvu moram priznati oziroma iskreno reči, da ne, ker je bilo kar natrpano za tekmami oziroma za treningi, ampak je pa res, da sem zdaj po finalu svetovnega pokala se vlegal na poslo oziroma na kavč in pa v miru pogledal Petrov finalni skok in mi je reči, da sem kar pocenejši po koncu rezultata. Verjamem, Boštjan, tudi o vaših rezultatih smo doživljali podobno. Boštjan, zdaj, ker ne radi mučimo športnike s predolgimi vprašanji, vam za vas mini igro. Izberite, kaj vam je ljubše. Jaz pa imam za vas pripravljene različne pare. Začenjava torej. Boštjan Kline, kaj imate raje? Smuk ali superveleslalom? Smuk. Imate raje Kitzbühel ali Wengen? Wengen. Kolesarjenje ali tek? Hoja. Hvala. Kižeja ali Svindela? Nobenega. Mi imamo radi vas, Boštjan, bližte tudi mladinski svetovni prvak. Kaj svetujete Štefanu Hadalinu in Saši Brezovnik? Predvsem, da sta potrpežljiva, da se ostaneta na svoji poti, da se posvetita temu, kar delata, oziroma da ohranita fokus na tem, kar je pomembno. Ste slišala, Saša in Štefan, fokus. Hvala!